Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Z nami tokrat Tadej Slabe. Športno plezanje je živel še preden je postalo šport množic, tekmovanj in plezalnih centrov. Tadej je eden izmed pionirjev slovenskega športnega plezanja, eden najuspešnejših slovenskih športnih plezalcev začetka 90-ih let in avtor legendarnih smeri, kot sta Za staro kolo in majhnega psa ter Sanjski par. Bil je med prvimi Slovenci, ki so premikali meje težavnosti doma in v tujini, ter soustvarjali začetke športnega plezanja pri nas. A Tadej ni le plezalec. Je geograf, redni profesor, mednarodno uveljavljen krasoslovec, speleolog in nenazadnje človek, ki skalo raziskuje tako z rokami kot znanostjo. Kot dolgoletni predstojnik Inštituta za raziskovanje krasa je velik del življenja posvetil razumevanju kraškega sveta, obenem postal zvest športnemu plezanju. Tadej, živjo. Živjo. Hvala za obisk. Hvala za vabilo. Ko sva se pogovarjala, se mi je prvo v glavi utrnilo, kako je moglo biti, ne vem, v mišji peči v Sloveniji nasploh tam nekje začetek 80-ih recimo, ali pa sred 80-ih, ko še ni bilo športno-plezalnega vodnika plezališča Slovenije, ko ni bilo plezalnih centrov, ko se je nek pojem športnega plezanja šele kreiral, ko je šele prosto plezanje dobro zadihalo, če tako rečem. Daj me malo popeljal v tisto obdobje. Ja, takrat smo bili, več ali manj smo plezali, mi bolj po črnokalskih skalah, na opičnih skalah. In zraven seveda zavzeto razmišljali, kako bi se lotili teh previsnih skal, previsnih sten v Ospu. To so bile smeri v srednjem delu Ospa, so bile smeri, ki so bile le tehnično preplezljive. In najprej smo sanjali, kaj če bi brez lojtrc, ki se je takrat uporabljali za premagovanje, poskušali sam mečkati, takrat se je rekel, nič, da si prijel za klin, pa si pomagal. In enostavno ni bilo te prave predstave, ali je možno previse plezati ali ne. To je bilo pol v kakšnem pivu, smo to že sanjali, da se bo dal. No in potem smo se počasi teh smeri lotevali in ugotavljali, da je to vse preplezljivo. Prinki so tam bili večji, hitro smo se navadili na plezanje na previso. To se je potem kar čez noč spremenilo. Seveda pa še ena stvar je bila, najprej je bilo plezanje, pa je bilo plezanje, ker smo bili še bolj zagnani, še več po stenah hodili. In na koncu seveda smo začeli tudi redno se pripravljati. Se je bil priprava trening, takšen za moč, gibljivost in podobno. In to je potem kar hitro naprej pognali. Jaz se spomnim, ko smo začeli s tem, so bile večina najtežjih smeri bilo tam 6+, in ali pa so bile kakšne A0, A1, A2, in to se je potem skušali na prosto preplezati in v resnici ni bilo tako težko. Sploh mi Ljubljančani smo tam gor viseli na šancah na Ljubljanskem gradu in v tistih lokih so bile razmeroma zahtevne smeri. In ko si prišel v steno, si bil kar že majčkeno predober pripravljen za tiste smeri, ki so obstajale. In s tem se je potem hitro naprej razvijalo najprej pogled, potem pa tudi naša sposobnost. In pa še ena stvar je, potem začeli smo delati nove smeri, take rečemo športno-plezalne smeri. In te so nas pa tudi učile. Jaz vem, da sem naredil kakšen projekt, prišel prvo leto do prvega, drugega, tretjega klina, nikamor naprej. Potem sem pa treniral, se pripravljal sproti, da sem bil vsako leto zmožen več preplezati. In tale bolj na koncu, ko sem to naredil za staro kolo in majhnega psa, ta je bila ta prav vodič za trening.
kaj je treba narediti, kje se ujačati, kako in seveda nisem imel pravega merila, kaj plezam. Ne. V tej smeri je bilo zelo tako, nisem imel pravega merila in sem, kar naenkrat je bilo vse ostalo lahko. Ne. So bile smeri okoli enostavne, lahke. Ne. Ampak preden si do bicikla, kot se mu tudi reče, prišel je bilo kar nekaj že za tabo, če tako pogledava. Dej vseeno še majčkeno pejva, mogoče še malo nazaj. Začel si plezati kot takrat se je to začel kot alpinist. Ja, smo kot v teh klasičnih smerih smo, zlasti so nas privlačile smeri, ki so bile majčkeno še deloma tehnične, ne. Seveda in takrat smo majčkeno se postavljali en pred drugim, kdo bo prvi prosto ponovil, katera od smeri, bodisi v hribih ali pa dol v Paklenici, kjer so bile, in to je bil tudi en izmed takšnih izzivov, ki je nas pognal hitrejšemu razvoju, ne, plezanja. Katera leta približno so bila tako? Majčkeno za kontekst. Ja, to je bilo Začetek malo 80-ih. Ja, začetek 80-ih, malo čez 80-ga, ne. Jaz vem, da se pravim, nismo bili pa toliko še izkušeni, ne, počasi smo pridobivali te izkušnje. V hribih je treba imeti druge izkušnje, ne. Mi smo se morali tudi navajati, pa potem v Dolomitih plezati, da si znal uporabljati vse to opremo, se varovati pravilno, ne, zatiče in podobno, ne. Pol v športnem plezanju so hitro svedrci začeli prevladovati, ne. Tako da se je vzporedno s tem razvijalo. Je pa tako, da jaz se spomnim, v teh smereh smo bili že športno, smo jih že presegali, ne, te klasične smeri. Ne. Niso bile tako težavnostne za preplezati, bile so pa zahtevne kot sama smer v visoki steni. Ne. Ampak, ko si začel plezati, a je bila ideja prostega plezanja že prisotna? Ne? Kaj vemo že iz osnovnih učbenikov, ne? Tomazin, Bergant sta šla 78. v Ameriko in sta prinesla idejo in koncept prostega plezanja v Slovenijo. Tako smo bili naučeni. Ne? A si prve smeri že šel z idejo, hočem jih prosto preplezati brez tega nič, torej, kot smo rekli, tehnično, ne, da si se pomagal za napredovanje, skratka, si se že v štartu lotil z idejo prostega plezanja, ali je to potem že bil nek proces, ki se je ta transformacija zgodila? Težko mi je zdaj reči, ampak mislim, da smo zelo hitro začeli sanjati to, kako bi prosto lahko preplezali. Seveda, kot sem prej omenil, od začetka na misel nam ni prišlo, da bi se to dalo. To je bilo potrebno nekaj časa, da smo v glavah preskočili, da se da plezati, rečemo, previse, strehe in podobno. Ne. To je trajalo nekaj časa, ampak drugače je bil pa izziv, zato smo se tudi, jaz sem se razmeroma hitro potem od alpinizma preselil v športno plezanje, ker mi je bil nekdaj ta izziv te odstavke, te kratke dele premagati prosto. Ne. Ker ponavadi seveda ena dolga smer ima samo par takšnih odstavkov, pravilo, vsaj teh klasičnih smerih, danes je to drugače. Ne. In tako da je zelo hitro prevladalo to. Pa še enkrat bom poudaril, tele šance kle gor, to je bilo v bistvu kot ena umetna stena. Ne. Ja, in to se je, tam so bile ene smeri res, res težke. No, tako da smo hitro prišli v ta občutek, da se da prosto preplezati. Ne. Tam ni bilo varovanja, ne, ali pa mogoče najvišjih samo, ampak v teh težkih smerih pa ne. Smo enostavno takoj začeli to se preizkušati, v kaj si zmožen preplezati. Ne. Mogoče samo zato, če kdo ne ve, Šance je del obzidja na Ljubljanskem gradu, ne, kjer ste plezali. V neki točki so pa potem so ga pa malo, če rečeva iz plezalčeve perspektive, malo pokvarjali, niso? Ja, večkrat so jih prenavljali, ne. Ti se je počasi, se je bila taka stena, to je bila stara stena in se je, ne zaradi plezalcev, ampak enostavno zaradi zmrzovanja in podobnega je tudi malo razpadal. In se je večkrat prenovili, tako da včasih smo bili žalostni, lepa smer, pa so prišli, pa so nam popravili, pa zaflikali. Ne. Ampak drugače so pa
takrat ni bilo umetnih sten. Ne. To je bilo Ja. res plezanje po teh, ali pa Rimski zid v Ljubljani. No, no. To so bila osrednja vadišča, ne, ker mi smo zelo hitro prišli v tistega, da smo šli v soboto, nedeljo v steno nekam plezati, da smo začeli plezati vsak dan. Ne. In s tem se je tudi naša sposobnost razmeroma hitro dvigovala. Ne, in tudi pogled se je razvijal. Koliko pa ste imeli stika z dogajanjem drugod, v glavnem po Evropi, mogoče iz Amerike? Še kaj? Ja, zdaj spet mi je težko reči, ampak seveda se je slišal, ne, da se pleza, da Francija, Francozi so takrat bili znani, pa Nemci, ne, z Gillichom, pa Patrike Delinže, to so bili pol, a ne, vsem ti plezalci, ki so bili mednarodno znani, ne. In smo se potem tudi hodili preizkušati v plezališča. Ne, smo hodili v Južno Francijo, ogromno, ne, ali pa v Nemčijo tudi, mislim, da sem tam prvo tako 8A se lotil, da sem videl približno, kje smo. A ne. Seveda, potem smo s tem nadaljevali, se spomnim, je bilo petek popoldne, smo se odpeljali v Južno Francijo in smo soboto, nedeljo plezali, pa potem spet nazaj. To je bilo tako vikend plezarija, ne. In so bili stiki na vsak način. Ne. Seveda, pol tisto, da je pa vsak ima potem imel si svojo vizijo ali pa svoj pogled na to ustvaril in šel malo v svojo smer. A ne. Ne, sam sem bil pol padel v te svoje projekte, meni se zmeraj zdelo tisto privlačno, ki je bil na prvi pogled nemogoče. A ne. In tam 2-3 kline in se tistega lotiti, ker na koncu ker si bil enkrat v formi ali pa dober, je bilo vse preplezljivo. Ne? To je bilo to je najlepši občutek, ne? Ker si v dobro pripravljen, vse je preplezljivo, ne? Vse se da. Ja. Ali pa kdaj si pa začutil, da moraš poleg plezanja samega, ne? Tudi jaz se spomnim, je bilo čas, ko sem ti začenjal, nisem poleg plezanja delal nič drugega, ne? Mogoče sem ga fizično doma delal, ampak to zares ni bil prav trening. Skratka, kdaj si pogruntal ali pa kdaj ste pogruntali, da morate poleg samega plezanja še kaj zraven početi? Za neko fizično Ja, ko si začutil, ne, da tam gor bi se pa vsem dal, če bi imel več moči potegniti tam čez in tako naprej, je bilo nekaj spontano. Ne. Ob smereh, ob naših projektih je to zelo spontano raslo. Seveda, kako se pa tega lotiti? To je bil pa drug problem. Jaz vem, da sem taka moja anekdota osebna, sem rekel, zdaj bom pa 10 vzgibov naredil na minuto. Ne? In sem si dal uro zraven in po 70 minutah sem jaz imel 700 vzgibov, pa še moker nisem bil, sem rekel, tole nekaj ne štima. Ne? In takrat sem zapopadel, kar to, česar se še danes držim, uteži. Jaz ne naredim vzgiba ali pa treninga brez dodatne obremenitve. Ne? In na ta način je šlo pa pol hitro naprej. Ne? Sem razmeroma hitro ujačal. Vse začetka se tudi nisem na eni roki dvignil. Ne? Zdaj imam, rečemo, 17 kil dam nase, pa se z eno roko dvignem še pri teh letih. Ampak to je desetletja, vsak drug dan treninga. Zjutraj začnem dan z treningom za maksimalno moč. Tudi po celem svetu nosim sabo vagico, ne, da zvagam nahrbtnik, not uteži dam in potem po kakšnih hotelskih sobah ali podobno, samo da najdem kakšen primek. To se zelo pride. No, jaz rad treniram. Ne sam plezant, pol je prišlo do tega tudi, da jaz rad da vidim, kako je in ali pa v službi, v pisarni, vsi so vedeli, da je nad steno gor, da so primki nad vrati, ne, v moji pisarni, uteži za vrati, ampak to je nič časa nazame, ne? To je sekundica, pa se dvigneš 2-3 in to je to. Ne? In to je, no iz tega je potem ratala tudi taka redna priprava, potem pa vzdržljivost, gibljivost, je bilo treba potem, in seveda ne nazadnje tudi, jaz že nisem po naravi tekmovalca, ne. So se začele tekmovanja, jaz sem zmeraj nervozen na tekmovanju, pretirano, seveda, včasih, ko si bil res, rečemo, v vrhunski formi, si na to pozabil, ne, ampak še zmeraj se spomnim, da sem bil,
me zmeraj vsaj vznemirili, ne, eno tekmovanje, tako da si se moral tudi majčkeno miselno pripraviti, ne, da bi takrat iztržil čim več v tisti trenutek, ne, ko si se podal v steno. Ne. Tako da, čeprav mene se tekmovanja razmeroma pozno zatekla. Ne. Naše tekme, zdaj smo imeli 40 let, v Splitu sem bil prejšnji mesec, bil 40 let prvo tekmovanje v plezanju. V Marjanu, Na v Marjanu. Zelišču. Ja. Kako je to izgledalo? Oni imajo seveda, ta Marjan je kot pri nam Tivoli park v Ljubljani, a ne, na koncu Splita. In je res bilo že takrat precej zanimanja. Ne. Čist ljudje iz mesta so prišli in so spremljali to naše tekmovanje. Ampak lepo so pripravili tekmo, mi smo seveda, večina nas je dol takoj šla in je bilo res lepo in zdaj smo prav obujali spomine. Takrat so Spličani prvo tekmo naredili, mi smo se zmenili Slovenci, da bo selektor Hrvat, ne, smo bili mogoče v jugoslovanski reprezentanci prevladovali Slovenci, pa da bomo nevtralni, smo dali Borisa Čujiča. Čuj je bil selektor. V mednarodno to plezalno zvezo, ki je začela se razvijati, smo pa Ivico Piliča delegirali. In Ivica Pilič je bil v tej mednarodni zvezi v samem vrhu kar nekaj let, da se je potem gor postavil svetovni pokal pa ta mednarodna tekmovanja. In se rekel, zdaj pa moram iti Split se mu zahvaliti, se že vdeleč, prav 36 godina se nisva videla, ne. Tako da sem rekel, mora se če ne drugega zahvaliti fantom dol, so veliko naredili, ne. Kakšni so bili pol občutki ob 40-letnici? Ja, mislim, da po en stan tako včeraj, ne, tudi sem pa tako prisrčno srečanje, no. Tako da spomnim, smo šli prva tekma svetovnega pokala v Licu, pa ni bilo ne vem koliko denarja, ne, pa so imela s Čujo, so imela skupaj, so imela sobo skupaj, ne. No, selektor, pa jaz to. Pa so nama dali pa eno tako francosko poslo, ki je imela luknjo na sredi, ne, se rekel, Čuja zjutraj, midva sva že ugreta, ker so se vsak za svoj rob držala posle. Skupaj zlezla. No, ampak in takrat so mi pa naredili potem tudi še ni bilo umetne stene, ne, pred tem v Sloveniji so mi fantje iz Ajdovščine navrtali kar na steno telovadnice, so uprinke pritrdili, da sem lahko tam majčkeno povadil, ampak sem že prvo tekmo prišel v finale na tega svetovnega pokala. Tako da smo bili pripravljeni. Hočem reči, da še je bila meni pisana stena, previsna, veliko previsov, tisto mi je pa zmeraj najbolj ležal, ne, čim bolj previsane, bolj se počutim, no, še danes. Ko si prej razlagal, kako si treniral, pa vse to, a si kdaj tudi, ali pa v kateri točki si mogoče pa začel tudi prste kaj bolj trenirati, ne, ker dostikrat se zgornji del telesa nabildamo, prsti so pa švoh. Prsti so bili pa še vrsten, so pa bile težavice malo s prsti. Namreč šance imajo majhne oprinke, ne. Ja. Mišice smo dobili, prsti so začeli pa boleti, ne. In smo imeli velikrat vnete te tetive, ne. Smo šli čez, mi smo pa kar šli, kakor je koža držala, tako si plezal, ne. In je bilo vnetje tetiv, ki smo potem na različne načine skušali si pomagati, ampak hecno je bilo pa to, ne. Pa si tudi, jaz sem imel tudi vnetje komolcev včasih, ne, ker sem preveč to štemal, ne. Ja, sem jaz to zgibal. Ampak fora je bila pa v tem, da si začutil, koliko obremenjevati, ne, in daj narediti počitek, ne počitek isto kot trening, ne, če ga prav ne zadaneš. Tako da danes, po tolikih letih, nimam ne težav, ne s prsti, ne s komolci, ne. Če majčkeno vidiš, da greš čez, še en dan počitka pa se urana in pa seveda večer mora biti led kje pri roki, kakšne ledene blazince in zjutraj imaš prste kot nove, ne. Led? Ja, led je čaroben, ne, Ja. ali pa na komolce gor, samo če majčkeno zaskeli led zvečer 2-3 in si dober, ne. Ker to so vnetja, ne, to je v bistvu, Ja. če ni poškodbe, ne, to so vnetja, ker enostavno preveč gibov narediš. In pa se prsti vnesel, no. Je pa moram reči, da še leto tudi sam trpel malo. Vsi smo imeli težave s temi vnetji tih tetiv, kle od prstov dol, no. A se nismo prav lotili, ali so
takoj smo šli na majhne oprinke, ne? Zdaj na umetni steni danes imaš več možnosti različnih oprinkov, ne? Tudi tako z roka bolj raznovrstno deluje. A ne? Prej si pa sam stisnil, ne? Čim manjši je bil, boljše se počutil, a ne? Da si se natisnil dvigne. Kaj pa nekaj razvoj nekega, bom rekel, malo bolj strukturiranega treninga? A si tukaj spremljal, ali si enostavno po neki svoji notranji intuiciji sledil samo sebi? Zagotovo ste se malo vsaj kaj pogovarjati, kako, kdo, kaj, pa Ja, kakšna seveda, ne. literatura, a je že kaj obstajalo, pa ste kaj potegnili iz drugih športov? Ja, začetek je bil tisti, da si se sam lovil, pa to, da obremenitev, pa pol je prišlo dvigovanje obremenitve, ne, nekako sistematično si dobil občutek, ampak seveda, potem, ko se je pa začelo to tekmovanje mednarodno, smo imeli pa reprezentanca tudi spremljanje na fakulteti za visoko, za telesno vzgojo, ne vem, se zdaj reče točno, in smo imeli tam meritve vsakoletne, a ne, in tudi smo imeli tudi nekaj predavanj, a ne, za kako maksimalno moč, kako uno, tretje, ne. Bojan Leskošek, ki je takrat vodil to skupino, se je potrudil, da so nam tudi s tiste strani približali, ne. Ampak to je bilo pa že pol nadgradnja, ne, da si pol a si na pravi poti, ali si prav trenira in tako. Tako da, seveda vsak si je na svoj ritem, jaz se ga držim še danes, no, brez tega ne gre, čez večer nisem malo pretegnjen ali pa majhen se pač ne počutil dobro, ne. Na današnji čas bi še rekla, Kiro, ampak vseeno, rekel si, da ti tekmovanja niso najboljših feelingov puščala. Ne zmeraj, tako bom rekel. Rad sem tekmoval. Sam sem bil zraven, ker smo postavili tekmovanja. Mi smo naredili komisijo za športno plezanje, to je bila ure in ure debat, kako naj tekma izgleda, kakšna pravila igre. Vsakič, ko je bila tekma, smo imeli takšno težavo, smo imeli kakšno težavo. Enkrat se je to zgodilo, enkrat tuno, da se je potem počasi to razjasnilo, kaj je najboljše. To se je pa zelo spreminjalo, ne. Počasi si lahko skočil, kjer je točka, kjer je buno, kaj si enkrat pol, drugi si se mogel dotakniti. Iskali smo najboljše rešitve, ne. Tako da je bilo kar precej dela s tem, da smo to postavili gor, a ne. Potem kategorizacija je bila ena izmed takih stvari, ne. Alpinisti so imeli pravila za kategorizacijo, pri nam, mislim, in tam so odločili tudi dolžine smeri, ne. Pri nas so smeri čisto kratke, in ko se je to zmnožilo, zdelilo, smo bili v zosu, ne. In potem smo postavili na novo, da smo ugotovili, koliko je težavnost sama pomembna, a ne, da se je ta kategorizacija vzpostavila. Ena izmed velikih zadevšenj je bila tudi postaviti športno plezanje, če tako rečemo, v to Športno zvezo Slovenije, da je postal eden izmed športov. Ja. To se me takratni predsednik Športne zveze me je večkrat povabil, da smo tam debatirali. Ja ali ne, seveda, jaz sem se boril, da ja, in ni šlo čez noč, no. In smo potem, tudi tam smo se morali postaviti, ne. Skratka, vrsta takšnih izzivov je bilo pred nami, ampak mislim, da se je pol zelo lepo to razvilo, no, in pa nenazadnje, pol, ko se začele te umetne stene, ne, mislim, da najboljši dosežek nas je, da je danes umetna stena po vsaki telovadnici in plezalcev mladih veliko, a ne, in nenazadnje uspešnost naših tekmovalcev z Janjo na čelu, a ne, v mednarodnem razmeru. To je tisto, ne, kar smo, rečemo, dosegli skozi te prvotne preboje, kako postaviti ta šport v slovenske in seveda pomagati tudi pri njegovem razvoju v mednarodnih razmerah, ne. Zdaj, vseeno si pa sočasno vedno tudi v plezal, a ne? Ja, smo hodili tudi, ja. Rekel si, bile so že neke smeri oziroma sami ste jih delali. In verjetno bi lagali, če bi rekli, da ocene smeri niso pomembne.
Ne, pa na koncu bo vsak rekel, ja, sej plezanje samo je bolj pomembno in proces je važen in tako naprej. Ampak se mi zdi, da vseeno neka težavnost, pa želja po premagovanju te težavnosti ali pa doseganju česarkoli že v tem smislu, nas pa tudi žene naprej. Daj mi mogoče pa majčkeno še popelj v ta tvoj, bom rekel, skalni del, kako se je če si rekel, začel se je v hribih, potem v plezališčah, si krajši odstavki, težavnost niso ti bili tisti, ki te je interesirali, torej to, kar plezališča so, kako pa se je tam neka tvoja evolucija, če tako rečem, dogajala? Seveda, mislim, v začetku je bilo to tudi družabno pomembno, so bili še skoki, pa Miha in pa vrsta plezalcev, ki smo se družili pod steno in seveda smo skupaj ugledovali, kaj bi se dal, kaj ne. Kasneje, pa ko smo bili pa zmeraj bolj pripravljeni, smo pa tudi večkrat pogledali, kaj drug zmore, kaj ti zmoreš, je bilo seveda malo tudi tekmovanje med nami, kdo je boljši v težjih smereh, razumljivo, ampak tako v takšnem prijateljskem vzdušju. In seveda smo takrat, kdo bo prvi ponovil to smer prosto, kdo bo naredil težjo smer in podobno. In čeprav pri meni je bil nekje ta izziv, kaj se da, kaj ne, mogoče najbolj pomemben. Je pa res, da jaz sem si razmeroma zgodaj sem naredil to smer za staro kolo in mehkega psa. Jaz sem prišel do 3. klina prvi let. Naprej se pa šele težave začnejo. In sem potem, hkrati sem pa zaključoval študij. Jaz sem glih doktorat delal, nisem imel več kaj toliko časa malo. Plezal sem v svetovnem pokalu, pri meni tako izgleda, zjutraj ob 6 sem vstal, ob 11 zvečer sem pa domov prišel, vmes sem moral iti kakšno jamo poročiti, pa trening, in tako. Do petka sem treniral, pa bil krstoslovec, v soboto sem bil pa že na tekmi svetovnega pokala. To je bil tak divji ritem, ampak sem užival vseh teh stvareh, tako da mi ni bila težava. In sem naredil to smer težko in se potem preizkušal. In sem en določen čas kar izgubil občutek, kje sem, koliko je to težko, kaj je v teh mednarodnih razmerah. In vem, da sem enkrat rekel, Barbari, sem rekel, moja žena Barbara, ki je ona bila sodelovala z mojim plezanjem, tudi vodila te urejanje, nazadnje so pa tudi sponzorji vmes prišli in podobno. Vse to je imela ona nekje čez. In sem rekel, zdaj pa moram iti ven pogledati, kaj delava. In so šla v Francijo, ki je v Volks, en večer se sedela, zjutraj greva pod steno in tam mislim, da je teorema, nekaj takega, 8B bila takrat ocenjena. Jaz malo pogledam v smer, mislim, da sem v drugem poskusu, sem bil čez, zvečer sem bila že spet doma in naslednji dan v Miši. Tako da sam, kjer sem šel pogledati, ali je to, ta smer res tako zahtevna, kot se meni zdi, da je. Sem bila že čisto v drugi sferi, 8B je bilo že tisto. Tudi ne nazadnje, zdaj za nazaj me fantje večkrat opozorijo. Jaz sem tam naredil, mislim, da je bila smer Karjes v tistem. V Banjah, nad vasjo. Nad vasjo. Ja, v Ospu. Mislim, da sem ocenil 7C+. So pa fantje ugotavljali, da ni bila prva 8B pri nas. In podobno. Zdaj, malo nazaj sem dobil od Jurija Ravnika mesič, prav preblizali smo Črnotički eno tvojo smer, tudi sem 7C ocenil. Jaz gleda, da je bila to prva 8A, v tem stilu je bilo. Pa še nekaj, da si bil ti mehen bolj frajer, si zmeraj dal oceno mečken spodi, nisi pretiraval z oceno. Tudi to je bilo, ampak dobro, jaz zmeraj to bilo v takem malo smislu. In jaz sem imel mogoče svoj vrsten glih zaradi te mojega zanimanja na večjih področjih, sem tudi časovno moral se nekje omejiti pri plezanju. A se spomniš, kdaj si prvič prišel v Mišjo peč?
Nisem Ali čisto pa kako je, če imaš kakšen spomin, mogoče niti ne v smislu katerega leta, ampak tako, ko si prvič prišel pod steno, ne, pogledal tisto steno, a je bila že kakšna smer? Ja, so bile že tam, so bile smeri tudi tehnično, so bile. Pa mislim, da je Sreča potem že tudi eno smer se potem loteval že tam noter. Preobrazba je ena Ja, izmed ena je starejših. bila prvič, preobrazba bila, ja, res je. Seveda, in potem smo tisto ogledovali si, kje bi bilo kaj. Jaz sem šel po moji navadi v luknjo noč sem zlezel, pa strop si ogledal, to je bilo tisto, ne. Tako da se jaz razmeroma hitro tistega lotil, no. Kaj pa je bila prva smer, ki si jo naredil v Miši? Se spomniš? Ali pa, če jih je bilo več, katere so bile smeri tvoje prve? Ker verjetno nisi kolesa že v štartu. V bistvu je bilo to Ali sporedno, ne. Jaz sem, saj pravim, da je šlo po klinih, ne. Prve 2-3 kline pa sem tam delal, ne. Ja, zdaj bi pa težko rekel, zato sem pa majhen bolj švohizmeren človek, ker zmeraj majčkeno živi v prihodnosti, ne, se pravi, naslednji projekt je moj izziv. Tako da marsičesa se zdaj ne spomnim več čisto dobro, ne. No, saj ni toliko bistveno, Ja. ker tudi kolo je bil večleten projekt, ne? Ja, Kot si seveda, rekel. sem rabil 4-5 let, da sem bila treniral, sploh da sem bil zmožen plezati. Kako je pa recimo okolica, ne, ker si predstavljam, da takrat, če že Miša v srednji del, še vedno je previsna stena, ne, sploh če se gre še gor do roba, recimo, v drug štuk, ali pa kje celo še tret mogoče, no, drug bolj. Vseeno, ne, tvoja luknja, ne, ki se danes, oziroma že lep sajt imenuje po tebi, ne, Tedijeva luknja, saj tako se reče, je mogla biti takrat za tiste razmere nekaj zelo futurističnega. Ja, sej, ko sem jaz začel tam delati, pa se po tistem noter truditi, po tistih oprinkih, je bilo to zame malo futuristično, a ne, ampak so me spraševali, ja, kaj pa delaš? Kaj pa delaš? Ne, saj to je, mislim, tole pa ne šlo, ne, v tem stilu so bile vprašanja, ne. Vsi smo bili, rečemo, od začetka malo, no, dobro, sam sem verjel, da mi enkrat uspe, ne, ampak tako da je bilo malo začudenja, ne, sprva, ne. Potem se je pa Arči, ta tržaški plezalec, je pa zraven pol kmalu lotil, še ene začel, taki sanjski par ratov, ne. Je še eno smer začel delati, sicer se pol nikoli zagnal čist noter, ne. Sem rekel, ne vem, kako je bilo, ali smo se za pir zmenila, da je pol meni odstopil, saj sam prvi del naredil, no. To je pa pol sanjski par ratov za to smerjo ven. In ja, je bilo tisto, ampak se je potem kar vsako leto je šlo malo naprej in predvsem to na moč, ne, da ene določene gibe, ne, te podprijeme in podobno, ne. Tako da je bil odličen trening, no, vsaj zame, ne. Vodilo, kaj se da, kako se lotiti naprej plezarije, ne. Ja, in na neki točki si jo tudi preplezal. In takrat je bilo leto 92, to je bila takrat ena izmed težjih smeri na svetu, ne? 8C plus težavnosti. Ja, takrat je Frederik Nicole, ne, je šel, to je bil ta švicarski plezalec, je šel po vseh najtežjih smerih, ne. In je ga srečam en dan v tej luknji, v Miši, in je rekel, zdaj mi je jasen, je rekel, Action Direct, ne, od Gillicha, Ban de San, to je bila njegova v Švici, in to so trenutno smeri, ki odstopajo, ne, po težavnosti, so najtežje, no. Sam ne vem, ker nisem bil ne v njegovi, ne v te Gillichovi, pa še nekaj je, ne. Vsakmu ena vrsta plezarije bolj odgovarja, ne, to je dejstvo, ne, jaz čim bolj je previsno, se najraje vidim, da je streha vodoravna, to je svet zame, ne. In takrat sem imel, no, pa še zdaj, rečemo, sem še kar, no, nekako spreten v tem plezanju, ne. Ja. Saj zdaj podobno imam zdaj spet ena taka futuristična smer, ki jo sam ocenujem, zdaj seveda, spet raba se reči, kakšna ocena, ampak je pa še kar 2-3 stopnje težje od te, ne, 10 gibov samo, naredim posamezne gibe, ne morem jih pa povezati, zdaj upam,
Mene sicer mečkaj že leta lovijo, no, moč še ne, ker sem pridem pri pripravi, ampak res uživam v njej, mislim, to je spet drug svet, ne? Če bi rekel, da je za staro kolo zahtevna taka klasična plezarija, ne? To je pa drug svet, so pa povezani dinamični gibi, ne? Ti, ko skočiš, ko priletiš, ne moreš zagrabati oprinka, ne? Ampak le toliko, da ga večkrat primaš in se odrineš do naslednjega, ne? In to 2-3 te povezave, nares, ampak to so oprinki veliki, tako za pol kapce. To je tudi v luknji, ne, v miši. To je pa smer znotraj sanskega para. Sem varianto si vzel, ne, noter, tok in tok oprinkov, en del smeri in najprej sem seveda se preizkušal, kaj se to dinamično da. Se je tudi v plezanje šlo zdaj naprej, tudi plezanje tekmovalno, tekmovalne plezanje se hoče reči. To tekmovalno plezanje je dosti bolj privlačno, po moje, za gledalce, zdaj, ker se je začel s tem balvanskim pristopom tudi, ne? Ja. Da je mehen dinamike, kakšen skokec. Ja. Bolj tako atraktivno je, ne? Bolj tako privlačno zgleda. No, me pa zanima, kaj se da v skrajnosti tlepe narediti v tem in to je zdaj ena takšna smer, no, če meni uspe, bojo pa tam mladi lahko se preizkusili, pa imajo 10 plus, kaj tazga bi se ocenil po teh stopnjah in res, enkraten izziv. Se tudi, je toliko težko, ne moreš upenjati vmes, ne. To jaz se lotem tako bolj balvansko, ne, vzamem vrv in v ene 3/4 klin vržem v tal, upnem, ne, v oponko not skoči, ne, tako imam griz, da se navadite za dan. In to je varovanje, ne. In seveda nihljaj na začetku, pa na koncu smeri gre, tako da moram noge dvigati, ko preletim, ne. Če ne bi z nogami v tla počel. No, in tam je pa Barbara, je pa specialist za to in točno ve, kako in kaj je treba potem na hiter ali malo podati tam, ko grem mimo tistega klina, oziroma povzeti, ko se oddaljujem potem na hiter. Tako da je tudi že varovanje zahtevno v tisti smeri. Ne? Ja, to si predstavljam. Pa dejansko cela smer v bistvu v nekem dinamičnem gibanju. Ali se vmes ustaviš, pa potem še en tak šus dinamičen. Več je manj, kar povezave so, ne. To je oprinka, priletiš, pa se moraš 2-3 povezati, pa če se raztegnjene roke visiš, pa se takole na ramenih zanihaš, pa moraš pa z desno roko prijeti oprink na uno stran čez levo roko, ne. V bistvu tako se takole, skratka, no, to so tisti zelo fajn, no, zelo fajn. Samo moraš biti pa dobro pripravljen, če nisi, je pa žalosten lahko, ne. No, to moraš biti v taki formi, da težnost ne obstaja, jaz pravim, ne. Kadar si v dobri formi, tak ni težnosti, ne. Ja. Samo polepdiš ob steni, ne. Ja. A si kdaj, ko glih omenjaš to, ne, se mogoče tudi kako psihično pripravljal ali pa mentalno ali pa iskal, ne, včasih plezalci omenjajo nek flow, takrat, ko padajo not v nek feeling, svoj svet, ko se stvari sestavljajo ena za drugom in ko ga je zares zelo težko ujeti, še težje napovedovati ali pa ga trenirati, enostavno se mora zgoditi. Ja, zdaj, jaz bom tako rekel, jaz nikoli ven napadem, ne, iz tega, ne. Jaz že tam, ki sem na našem inštitutu en tak prehodna sobica, naše so taka masivna vrata, imamo starejše stavbe in so naredili take nova prenovili vrata in že pred njihovo sobo praviloma sem še kar po rokah iz enih vratnic se vrgel na drugo, ne, že med delovnim časom, ne, ko sem moral sem pa kaj šibati. In posod, kjer je možnost, na ta način sam živim, no. Ne morem imeti mistence ali pa kakšnega balvančka, kjerkoli že sem po svetu, ne, ker veliko imam potovanj, da ne bi se tudi tam preizkusil. Seveda je pa, zdaj, to je sicer malo grešno za reči, ne. Jaz nisem kar rabil kaj dosti ogrevanja. Ne, mogoče 2-3 detaljčka zlezen sem bil pripravljen, ne. Ni bilo tisto, da bi se moral
20 minut ogrevati, tisto dvigovati. Zdi se mi, da sem skozi ogret. Sicer to ni prav reči, ker prav se je ogret. Se povsem strinjam. Ne, ampak še posebne priprave nikoli nisem rabil. Tako da to je pa to pomembno, ne, kar si rekel, pri tekmovanju, ne, da si noter padel. Če boš prav prišel v neki z občutkom stiske, ali bo šlo ali ne bo šlo, si že malo na slabšem. A ne? Če si pa prideš z občutkom, da zdaj to pa ni šans, da bi naredil napako, da bi tretje, takrat boš tudi tako plezal. Ne? To je pa res. Ne? Zlasti pri tekmovanju je bil pa ta občutek zelo pomemben. Ne? In seveda je bilo, imeli smo veliko tekmovanj, potem tudi se je slovenski pokal, slovensko prvenstvo, to nas je potem malo utrdilo, ne? Da smo se navadili za te mednarodna tekmovanja. In pa, edino, kar je mogoče, kar se mi pa z leti poznali, pa mogoče tudi z mojo obremenitijo raznovrstno. Meni 4 pa 5 zjutraj ura zvoni, ne? In seveda v ta dan moram dati vse te inštitutske predstojniške, zdaj po 30 letih ne več, ne, par mesecev sem že, ampak pred 30 let se praktično noč in dan je bilo v glavi, a je vse v redu, a bo dovolj denarja za preživeti, kako bomo raziskovali to, kje je tretje. Vsake 5 minut je telefon, punk, so maili padali, ne. Tako da to je bilo in je bilo pa zato tudi pomembna plezarija, ne nazadnje, to je bilo pa moje po ene vrste, sem jaz rekel, ko so možgani zavreli, ne, je bila plezarija psihoterapija. Po 2-3 oprimkih nobenih težav več, samo še kako boš to in to naredil. Ne. Tako da je bila idealna kombinacija, ne. Šport je idealna kombinacija. To je ena boljših stvari te dejavnosti plezanja, ne? Ja, ker te to toliko not potegne, da res zgubiš občutek. A so te kdaj kakšni hišniki v službi preganjali, ker si prej rekel, da po vratih visiš? Preden se je inštitut prenovil v Postojni, je bil obdan, oziroma so bili na fasadi taki apnenčaste plošče so bile gor. Ne? In seveda med odmorom sem jaz že bil na unih ploščah na fasadi inštitutski. Ne? In moj mentor, on je bil tak Peter Habič, on je bil tak strasten navijač, tudi potem, ko sem jaz plezal, so bile kakšne državna prvenstva, tako pa sem zjutraj prišel v službo, ne, je že na štenga gor stavil in rekel, kako, se ni šlo, ne, to on izbere, se rekel, seveda je šlo. No, pa drug, no, in ko so prišli kakšne gostje, ne, kakšni takrat na inštitut, pa je rekel, pet, enkrat do strehe gor in odplezeš, ne, in tako da sem že na inštitutu bil okoli in okoli, sicer navpična stena, ampak če nisi prijemal tistih stikov med ploščami, ne, tam je bil večji bring, ampak samo po lomljenih površinah, ne, znotraj plošč, je bilo že kar orang plezarija, ne, tisto, tako da, no, pa to je bilo pred prenovo hiše, sem si to lahko privoščil, ne, drugače pa, vsi so me vzeli gor tudi tako, ne, če bila ena gospa iz Irana, jaz pa glih, sem rekel, zdaj pa 5 minut zame, pa na vrata gor se dam, poteži gor, prileti noter naša gostja, pravi, kaj imaš pa ti tole? Pas, ne, jaz imam pas z utežmi, sem rekel, veš, me hrbet boli, se moram malo raztegniti. Tako da, doma, od te moji sodelavci, pa vejo, takle je, ne, mislim, da ga mora tazga vzeti ali pa, ne, ni bilo nikoli glede tega vprašanja, ne, seveda, z drugimi stvarmi not prinesel za tiste minute, ki si jo zgubil na vratih. Ne. Ker rekel si služba, pa tudi verjetno doma, pa familija, pa tako naprej, si bil vedno zelo obremenjen, ne, tudi jaz lahko rečem, da nič kolikokrat smo te srečali, če smo bili zgodaj v miši, ne, če sem prišel malo kasneje,
je bila luknja že prazna. Dostikrat pa, če smo bili dosti zgodaj, kaj vem, 7, 8 recimo, ne, smo te pa dostikrat srečali v luknji. Ja, Oziroma se to še dogaja, Mas pa si še enako je, ja. Življenje prilagodila, ne. Moje 2, Barbara pa Zali hči, Zali tudi nekaj časa plezala, tudi tekmovala, ne. Potem je pa ples jo bolj privlačil in se je odločila za ples. Me vzame tacga tudi, da sem tudi plezalec, ne. Tako da smo si prilagodili življenje tako, da zjutraj z Barbaro greva malo poplezat, ona mi tudi vrv prime, in seveda v teh težkih smereh si itak razmeroma hiter, ne. Je koža znucana, ne. In tako potem pa nadaljujemo skupno življenje, ne. Ker zdaj, če gre s fanti plezat, a ne, to traja po navadi cel dan, a ne. In seveda je tudi zelo lušten, a ne, pa še kakšno pivo zvečer, ne, ampak zdaj tega si že dlje časa ne morem privoščiti, ker me druge stvari toliko obremenijo, ne, da se to ne da, ampak tako da na ta način, no, na ta način, ampak v teh mojih projektih pa grem lahko se v tem času na polno, ne, naplezam, ne. Še eno, mogoče malo hudomušno, a se moraš ženi kaj kdaj oddolžiti za vsa varovanja? Ja, no, seveda, veliko debat je bilo pod steno. Midva sva skupaj pod steno že, več desetletij, a ne. In tam sva vse se dogovorila, tudi za poroko sva se tam dogovorila. Pogumna, preden se je Zali rodila, malo preden se je rodila, še mislim, da en teden pred porodom sva bila v luknji. Skratka, to ne bi smel reči, ker me je zmeraj huda. Kam si me to zvlekel, ne gor, ampak bolj sva bila dinamična, mislim, bolj je šlo to tako. Skratka, ena vrsta življenja je tudi postalo, ta moja plezarija, pač vzela me je tako zelo veliko, kot sem rekel, mi je sploh pomagala pri organizaciji in takrat sam ne bi zmogel vse te a ne, tudi mednarodne sponzorje so malo podprli, a ne, da smo lahko okoli hodili po svetu. In tako da, seveda zdaj vseh teh pa ne morem, ni za v javnost, ne, zdaj pa kaj vse, a ne, sva rekla, če bom jaz tako prijela, boš, no, skratka, no, je pa pol to že med nama, ne. Ja. Mogoče, če bi, ko danes spremljaš, kakor spremljaš pravzaprav vsa ta leta, ne, glede na to, da si rečeva od začetka zraven, vse do danes, verjetno danes mogoče ne spremljaš toliko, kaj se vse dogaja, ampak če bi kakšno stvar, ki si jo ugotovil pol v kasnejšem razvoju plezanja ali pa tudi treninga, recimo, pa bi lahko to uporabil v nekih začetnih dnevih, a bi bilo kaj takega, kar danes je na voljo, pustiva zdaj plezalnih centrov, ki jih ni bilo, ampak mogoče bolj okoli treninga ali pa karkoli, a je kaj takega? Ja, mislim, seveda predstava je bila drugačna, ne, kot je zdaj. Čeprav vsem bom rekel plezalni center. Ko prideš v telovadnico, prileti plezalec, jaz ne vem, takole majhen otrok in se vrže v previs. Reče Rambo, ne, mi sploh nismo vedeli, da je kaj takega možno preplezati, ne. Se pravi, ta začetek je že v sami predstavi drugačen, ne, za mlade, ne. In hitro se tudi potem prilagodijo temu, se pravi, da se da plezati tako, drugače, tretje. Seveda pa tudi sem prepričan, ne, zdaj te, ki hodijo v te plezalne šole in podobno, se strokovno loteva, ne, to gre razmerno hitreje in upam, da tudi brez kakšnih vnetij rok ali pa kaj podobnega, a ne, čez to, da se da temu izogniti in da se človek smiselno pripravi, da ni kakšnih poškodb, a ne. Seveda, še zmeraj moraš pol sam priti do tega, da začutiš telo, a ne, kaj najboljš, ampak vseeno, mislim, da je po drugi strani, a ne, da bi pa rekel, zelo lepo je bilo v hribe hoditi
pa te klasike ponavljati prosto. Ne? Če pa tega ne bi bilo, če bi pa že šli takoj v športno plezanje, pa do tega ne bi prišli. A ne? Ja. Tako da je bilo tudi, vsaj meni, imam zelo lepe spomine z tega časa. No? Čeprav se je verjetno vsak čas ima neke svoje prednosti, mogoče iz današnjega časa gledati nazaj, lahko celo kaj bi kdo rekel, joj, koliko ste bili bogi, ne? V smislu, ni bilo sten, ni bilo tega, ni bilo unga. Ja, Po drugi strani pa so bile pa vse stene vaše. Ne? Če tako rečem, In malo še pretiravam. nekaj, ne? Mi smo padli v tisto mogoče najbolj romantično obdobje plezanja, športnega. No, saj to. Ko je bila ocena 6 plus ali tam nekje, vsako leto je bila smo eno stopnjo bili višji. Mislim, to je bilo, ne? To je bilo res en tak, kar dvigovali smo lestvice, zdaj se je treba truditi leta in leta, da se majčkeno dvigne. A ne? Takrat je šlo pa kar takole gor. Ne? Ja. In je bilo res s predstavo, s našo pripravljenostjo in seveda so potem smeri bile vse težje. Tako da, ne, je pa seveda včasih me tudi prime, kar mogoče, no, da bi si prvošil, nisem pa prepričan, če bi bilo to res meni na kožo pisan, da bi samo plezal, ne bi šlo, ne. Ampak da bi mogoče še majčkeno časa imel, ne, pa bi še en krog okoli sveta naredil po plezališčih. No. To je še mogoče ena taka moja želja, da bi si, ne da bi se tam preizkušal ne vem kakšnih težkih smerih, ampak da bi vse to raznovrstnost videl. Pa užival v plezanju. Ja, ne, to še mogoče, da me čaka. Ne. Sicer zdaj, ko se penzija bliža, ne, bo morda tudi čas, ne, za to. Ja, pravijo, da ne, da pol v penziji, da ni časa. Pa moraš pol zdaj narediti, če je hitro, dokler si v službi. To pa moram pridno trenirati, ne, da me ne zateče, da bom s polno kondicije, ne, lahko. A kdaj greš ali pa si šel, zdaj bom rekel, nek sodoben današnji plezalen center, ali balvanski, ali na Štrik? Ja, grem seveda, mislim, nam rekel, da spet velikrat, ne, vsemeraj so stene, naravne stene, prednost, ampak zdaj v Ospu, kadar je slabo vreme ali pa tako, grem dol v telovadnico, seveda, na balvansko steno. Čeprav zdaj, tam glizanč so imeli naši reprezentanti trening, a ne, in sem gledal, ne, mi smo plezali na majhne oprinke, ne, več ali manj. In zdaj pa poln teh zaobljenih velikih bonk in tako naprej. Volumnov, ja. Ja. No, in je v bistvu tehnika se tudi drugačna ali pa napredovala v to smer gibalno. Ne. Če grem jaz na balvanski center, sem ugotovil, na koncu rekel, si ti sam po stopih plezaš, a ne, ker stopi so majčkeni oprinki, ne, in se v bistvu si naredim smeri zmeram po stopih gor. No, tako da, seveda, po en stran bi sem rekel, zdaj, ker še penzam, še lahko nazaj na tekmovanje se vrnil, ne. Tako se hecam doma, da me grdo gledajo pol. In seveda me pa še mika, tako da bi se kakšne, ne da bi tekmoval, ampak da bi na ta način, ne, na pogled pa to, ne, v telovadnici, tudi telovadnici, a ne, to gibanje je privlačno, ne, da imaš te oprinke, ki s celo dlanjo primaš, ne, na trenje pa tako. Prav gotovo. Tako da to pa, če bi po teh plezališčih, recimo, če mi uspe kdaj, bi se pa lotil nazaj seveda tega plezanja pogled. Ta plezanje pogled je bil svoj vrsten izziv, ne. Ja, za mnoge, tudi meni osebno, recimo, je nekaj lepega, ko greš nekam pa smer probaš Ja, sigurno, prvič sigurno. razvozlati in splezati, ne. Ja. To je bilo takrat, takrat smo se ene vrste, priprava je bila za tekmovanja, ne, da si hodil po plezališčih in si skušal čim več smeri v prvem poskusu, ne, preplezati. Vsak način, to je svoj vrsten izziv. Seveda sem pa to malo zanemaril, moram reči, ampak to je bila pa pač sestava vsega tega, ne, od študijskega dela, raziskovalnega dela in pa tega, ne, tudi to me je majčkeno potem zožal
v preizkušanje v projektih. Ne. Tako, zdaj sem pomislil, da je pravzaprav zelo malo ljudi, da bi toliko časa tako strastno, bom rekel, plezanje doživljali, ne? In bili toliko navdušeni pravzaprav cel življenje. To mora biti, ne, glede na to, če po sebi malo posodim, ne, če se v sebi vživim, pa se nekako mislim, da je nekaj zelo lepega, če najdeš nekaj v življenju, ki te toliko v bistvu privlači in ti toliko lepega pričara, in da imaš to lahko cel življenje, ne, kljub družinski poti, kljub zelo intenzivni poklicni poti. To je tudi neki en tak dar, če tako rečem. Ja, pa mogoče jaz sem en tak športni odvisnik, ne, če tako. Namreč jaz sem začel v športu pri košarki in sem kaj do mladinske ekipe sem igral v slovenski ligi košarko, ne. Potem se je pa Čošić je prišel takrat v Slovenijo in so se začeli klubi spreminjati, združevati klubi, ne, in mi smo bili Prulčani, ne, in se je naš klub košarkaški enostavno zamrl, ne. Potem in tisti trenutek smo pa, ker Prule so pa pod gradom, smo pa ne vem, kako slišali, da se pleza gor na gradu, ne, na teh. In smo s hokejem so začela gor hoditi in nas je prevzeli, ne, nas je to šport. Mi smo začeli na umetnih stenah, ne v hribih ali, ne, jaz sem iz tega konca plezarije prišel. No in seveda zdaj zadnjič enkrat sem poslušal radio, se peljem v avtu in je bil simpozij o odvisnosti, ne. So bili našteti cigareti, alkohol, droge, šport. Ne, sem rekel, evo, ti si že kle zraven, ne. Mislim, jaz si ne predstavljam življenja brez športa, ampak res takega intenzivnega, polno treninga in podobno. Meni je to veliko, prav takšno zadovoljstvo, ne samo telesno, ampak tudi miselno, ne, ali pa počutje. Človek dobro spi, se dobro počuti. Mislim, to je prav ene vrste. No, pa se gibanje, ne, ki je pač osnovna ne, enota športa, je človeku v DNA vgrajeno. Ja. No, pa zdaj, ker si tudi gibanje omenil, ne, to je bilo eno izmed privlačnejših občutkov plezanja, ne samo to moč, da si se zmožen potegniti, ampak to gibanje s celim telesom, ne, ker si ga prav začutil, ne. Jaz se spomnim, enkrat se nisem privezal, ne. To ne vem, če klele govorim, ampak dobro, to je bila pa ena takšna. S telovadnici smo bili, dal sem vrv v pas in sem videl, če sem tam padel, bom šel v gol, ki je gol stal spodaj. In se šel gol umakniti, pa plezati. Vozla pa nisem naredil, ne. Do konca, ja. Ja. In sem sam notri je bila vrv in sem šel 7 metrov dol na beton, ne. In sem si zrobil levo stopalo, mislim, da je. In so ga potem nekako sestavili, ne, nekako na železi in tako gor dol. Sem izrihtal, ampak sem bil dobre pol leta na breglah, ne, enostavno. Ne. In kako sem si jaz takrat želel, ne tisto, ampak kako bom spet s celim telesom se gibal po steni, ne. Prav tega se spomnim, kako tega občutka, ne. To mi je prav manjkalo mi je, ne. Res je, da sem že v bolnici začel trikotnikov zgibe delati, ne. Z longeto sem bil že v previsnih stenah, ne. Z berlah sem prišel v mišjo, ni bilo nobenega ker za previs sem rekel, lej, previs itak ena noga gor pa dol, ne. Tako da to mi ni ustavilo, ampak da bi se pa tisto sproščeno, res, ne, tisto je bilo pa skratka, plezanje daje prav poseben zadovoljstvo v gibanju, ne, samem gibanju, ne. No, kar si rekel, a ne, ta odvisnost, sej to si dostikrat, ali nam kdo malo očita plezalcem, pa sej verjetno tudi komu drugemu, kaj je to, sej to ni zdaj samo plezalna stvar. Ampak meni se vedno zdi, da če človek
poleg tega, če temu rečemo hobi, ne, pustimo zdaj profije, zraven počne vse, bom rekel, normalno, ne, da opravlja poklic normalno, ne, karkoli že to pomeni, da imaš odnose poštimane, da ne trpijo tok zaradi plezanja, malo že morajo. Ne. Ja. Ampak se moraš pol odolžiti. Ampak skratka, če življenje nekako v tem ravnovesju držiš, potem to že ne more biti tako slabo. No? Ja, seveda se rečemo, ena športna odvisnost, ja, tako kot si rekel, ne, da ne obremeniš okolice do konca, pa vse zamoriš okoli sebe, ne, s tem je pač, recimo, ne, je dobra odvisnost. Ne. Če že, pa je dobra. Ja. Tako sem si razlagal takoj, ne, ko sem poslušal tisto, kar sem prej omenil, sem rekel, imaš kar srečo, si se napravil to. Ja. Zdaj, do skale si pa ti mogel, ali si pa sočasno razvil ali pa razvijal nek poseben odnos. Pa ne samo iz stališča nekega plezalca, ampak študiral si geografijo, pa sociologijo, ne? Ja. Potem te je pa pot peljala naprej. Pa bi majčkeno mogoče tudi, ne, večkrat si že omenil, da plezanje je bil, pa je samo del tvojega življenja. Da ima zraven še eno pot, ki te verjetno vsaj toliko. Ja, mislim, se je bilo dobesedno tako, ne. Ko sem prišel v službo na Inštitut za raziskovanje Krasa, ne, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je moj mentor Peter Habič, smo se pa že prej poznala, sva se malo, ker sem večkrat pomagal pri arheoloških izkopavanjih, ki so se tudi vodile, ki je bil muzejska zbirka, je bil včasih del inštituta. Tako da sem se poznala in je on vedel, do sem, ne, pravzaprav. In je rekel, v skalo imaš ti v rokah občutek, dober, poznaš vse tole. Zdaj jo pa ti prouči iz strokovnega pogleda, se pravi, jame in kraško površje. Kaj to pomeni? Ne? Različni dejavniki, ne, ki oblikujejo kras, bodi si pod zemljo ali na površju, zapuščajo sledi tudi na skali. In nastajajo značilne oblike. Ne? Se pravi, jaz sam jih imenujem, pol sem potem razvijal to izrazoslovje in podobno, skalne oblike in te zelo jasno nam razkrijejo, kako se je določen kraški pojav oblikoval, kako se je razvijal in kateri procesi so bili zraven. Tako da sam sem potem tudi prišel do tega, imenoval to področje branje kraške skale. Nam po celem svetu to zelo jasno kaže. S sodelavcem Martinom Knezom, on je geolog, sva že leta v navezi in sva naredila okrog okoli sveta, po vseh predelih, ne, od tihooceanskih otokov, Japonske, Kitajske še zlasti, pa čez Evropo do Brazilijo, Kubo in posod. In sva ugotovila, seveda, da v različnih delih sveta, na različnih kamninah nastajajo z različnimi procesi različne skalne oblike, ampak značilne. Ne? To je bistveno. Ne? Za tropski kras je značilno to, za Sibirijo, v Sibiriji smo veliko delali, za Sibirijo spet to, v zasušna obdobja, zdaj delamo veliko v puščavskem krasu Severne Afrike, spet drugo. Ne? In iz tega ven sva razvila celo področje krasoslovja. Ne? In zdaj, ko greš ti na kras, samo skalo vidiš in točno veš, kaj se tu dogaja, kako se kras razvija. Greš v jamo, podobno. Ne? Seveda, tam so drugi dejavniki, drugi procesi. Ne? Voda skozi jame teče in zapušča značilne oblike. In to je prišlo prav iz plezanja ven. Ne? Mentor je rekel, to. No in sem potem seveda počasi to razvijal in je še danes eno takšno izmed področij, ki zahteva še veliko dela. Potem sem naredil tudi umetne laboratorije, skušal te umeten dež, naprimer na inštitutu, da sem tam na licu mesta proučeval, kako se sicer malce, ki je hitreje topljiv, razvija, ampak se to je dal
in vrsto takšnih pristopov, da smo čim bolj nazorno si lahko razložili, te naravne kraške pojave. Ne. Pa recimo, če še malo tujino pustiva ob strani, v Sloveniji proučuješ to, kar si mogoče večina predstavlja, ta glavni del Krasa, ki se tudi imenuje Kras, tukaj je mogoče tudi največ jam, ali proučujete pravzaprav celotno Slovenijo, in potem me še zanima, če si tudi kaj več proučeval tudi nek visokogorski Kras. Ja, mi smo, razvijamo krasoslovje na klasičnem Krasu, to je središče Krasa krasoslovja v mednarodnem smislu, in smo se odločili, da bomo razvijali klasično krasoslovje, se pravi vsa njegova najbolj pomembna področja. Seveda treba bilo skupino močno sestaviti na tem področju, da je zmožna tega celostnega proučevanja. Po drugi strani pa tudi, da razvijamo krasoslovje celostno v smislu organizacije, se pravi temeljno proučevanje, potem druga točka, ki smo jo razvili, je poučevanje Krasa, se pravi študij krasoslovja. Ustanovili smo doktorski študij krasoslovja, edini na svetu, samo pri nas lahko dobiš naziv doktor krasoslovja, UNESCO ga je kot svojo študijsko središče krasoslovno potem proglasil, in pa ne nazadnje, da je naše znanje kar čim bolj uporabno tudi pri življenju na Krasu. Zadnji takšen pomemben projekt, večji, ki smo sodelovali, je bila ta gradnja drugega tira. Mi smo bili zraven že pri načrtovanju tega predora, ko se od nas nekje želela številka, koliko jam se bo odprlo. Mi smo rekli, koliko jih bojo našli? Ja, mi smo rekli 198 se je pa odprlo. Tako da se še zdaj smejimo, ampak smo imeli izkušnje, ker smo vodili tudi gradnjo slovenskih avtocest, krasoslovni del seveda. In zraven smo sodelovali, ko so pri gradnji so se jame odpirale, smo seveda pomagali graditeljem, hitro si naredil načrt, dal graditelju, da je vedel, kako naprej graditi. In pa to je bilo eno področje, drugo je bilo pa, kako zaščititi te pojave. Ti bi lahko zminiral, pa se zasul. Tega se nikoli nismo želeli. In smo potem enostavno jame, če so se udrle strop jame, smo z betonskimi ploščami se je zaprla, jama se je ohranila. In še tule, ko greš v avtocesti, ki se peljemo dol, rečemo do Ospa, v teh predorih noter so prav vrata, ti greš noter in v onstve vrat so jame. Mi smo včasih kakšne jame, ki so bili na obeh koncih povezali z betonskimi cevmi pod avtocesto, in je danes mogoče to še naprej raziskovati. Se pravi, skratka, čim več ohraniti, se naučiti, čim več ohraniti, proučiti z vseh teh pogledov, mogoče ugotoviti, kako so nastale, koliko so stare, kakšno življenje v jamah, biospeleološko in tako naprej, kar čim več vam potegniti. In tako tudi na drugih področjih. Ker si glih omenil drugi tir, pa da ste toliko jam našli, a so bile kakšne tudi take večjega volumna? Ja, so bile tudi velike jame, medtem so večje jame. Formacijami, ja, je bilo treba enostavno tudi narediti most čez jamo, okoli obod, in pa še velik izziv je bil tudi, je bila voda. Čeprav predor je v bistvu razmeroma visoko nad gladino podzemne vode, ampak ob visokih vodah na posameznih mestih smo praktično skupaj. In takrat mora biti predor toliko močneje grajen, če ga voda dosega, ali celo mora biti poplavi. Tako da to so bili kar veliki izzivi. In tu je bilo naše znanje v pomoč. In po drugi strani pa en bolj simpatičnih delov je ta študij. Iz vseh celin sveta prihajajo študentje k nam delati doktorat. V zadnjih 10 letih mislim, da jih je bilo 30. In to so take trajne navezave. Potem tudi skupaj, ko grejo naprimer domov, študent s Kostarike, potem smo šli mi za njim še naprej proučevati. Namreč vsak študent dela doma,
Ne, mi kot mentori pa pomagamo pri njegovem raziskovanju domačega krasa. Nima smisla, da on v Sloveniji študira, ampak tam, ne, in se potem te študije nadaljujejo tudi v prihodnje. Ne. Tako da to je za razvoj tega sodelovanja mednarodnega tudi pomembno. Ne. To mora biti tudi za slovenski prostor tako velika čast. Še prej pa pravzaprav veliko znanja prihaja, ne, v inštitut. Moramo se zavedati, ne, dežela klasičnega krasa, se pravi, kar se tiče razvoja krasoslovja, in pa dežela matičnega krasa. Ne. Naš kras, pokrajina z veliko začetnico, je dala tudi ime za po celem svetu. No, saj to. Povsod se imenuje kras. Po celem svetu se reče kraško polje. No, Španci rečejo polhe, ne, ampak na Kitajskem je tudi kraško polje. Ne, se imenuje s slovenski izrazi. Ponor in podobno. Tako da na nas je, da to naprej razvijamo in vzdržujemo. Ja, čestitke, bravo. Ampak a je pri nas res toliko specifično področje, ali si je bilo, da je, bom rekel, središče tega proučevanja ravno pri vas, ali enostavno se je zaradi raziskovanja pa potem nekega znanja in vedenja in verjetno tudi inštituta potem to skoncentrirali to? Ja, seveda, pa že prej so bili, mi se moramo zavedati, ne, da so bili na takšnem področju tudi lega, ne, Slovenija, ne, od Podželeznica, Postojnska jama. Mi smo že prva turistična jama na svetu, Viljenica. Leta 1633 je bila turistična jama že. Ne. Potem Škocjanske jame, so bile raziskovane, ki so iskali vodo za tržaško zaledje, se jo že razmeroma tudi zgodaj potem uredili za turizem, za obisk in podobno. Ne. Vse ta splet teh okoliščin, imamo lep, privlačen, zanimiv kras, ampak tudi lega in pa razvoj samega vedenja. Ne. Valvazor je opisoval, že kraške pojave, že Cerkniško polje je bilo omenjeno že v rimskih virih, ne, kot nekaj posebnega in podobno in podobno. Ne. Tako da se je ta zgodovina krasoslovja je od Valvazorja, ki se je rečemo najbolj tako že strokovno lotil, ves čas potem razvijala, ne, naprej. Ne. No, pa sej In tudi, vsak krasoslovec po celem svetu mora vsaj enkrat videti klasični kras. ja. Tako da zmeraj še te vezi sem vodja. No. No, sej znano je, koliko tisoč jam je odkritih. Ja, slovenskimi Sloveniji. jamarji vodimo redno, to je ena lepših zbirk naše naravne dediščine, kataster jam. In zdaj smo čez 15.500 številka. Ne? Za vsako jamo so podatki, prej je imela vsaka jama svojo mapco, tanjšo ali debelejšo, zdaj pa seveda vse na računalniku. In za vsako jamo vodimo tudi podatke, ne? Raziskovanjem, načrte in podobno. Kaj pa se pol kategorizira kot to je pa jama? To so bile pravila, ne? Da mora biti vsaj 10 metrov daljše, 10 metrov globje, 10 metrov in podobno so bile različne. Ne? Pa seveda dovolj velika, da gre človek lahko vanjo. Mi imamo seveda votline tudi manjše, voda teče lahko tudi čez tako votlino. Tudi to, če tako pogledamo strokovno, tudi to jama. Ne? Ampak kot jama se je pa tako pač smatra tisto, kar je dostopno človeku. Pa še ena stvar je, več kot polovica voda, s katerimi se oskrbujemo v Sloveniji, iz kraških vodonosnikov. Ne? In vrsto raziskav je bila narejena tudi te sledenja podzemnih voda. Pred parimi leti smo naredili z Ministrstvom za okolje tudi eno tako zbirko podatkov teh podzemnih vodnih povezav. Ne? Tako da je tudi na spletu, mislim, da je dostopno vsem, da vsak, ki se loti proučevanja teh kraških voda, že vidi, skuša se takrat zbrati seveda vse 100 let, tudi 100 let stare poskuse prve, ne? In zbrati, tako da imamo dosti dobro proučeno tudi to področje, ne? Kar je pomembno za razumevanje krasa, po drugi strani pa za naše življenje. Ne? Kras je zelo ranljiva pokrajina, eno onesnaženje gre široko naokoli in dolgotrajno je. Ne? No, pa se mi zdi, da je to kraški pojavi, širom Slovenije, pač kras sam in tudi neko obiskovanje jam. Jaz se spomnim,
že starši so me vodili po jamah, recimo, pa tudi šolo smo velikokrat šli in se mi zdi, da tudi v šolah se dostikrat vodi otroke raziskovati določene jame in to se mi zdi, da je tudi za otroke vedno eno tako posebno doživetje. No, sigurno je pa tudi moramo vedeti, da pri nam to jamarstvo je zelo dobro razvito, ne. Jamarski klubi so močni, zveza močna in to je tudi pomembno, ne, da se in nenazadnje, da se smiselno proučuje, a ne, eni prvih nasvetov, pa še zdaj po moje bolj ni prav veliko deželk, smo sprejeli tudi zakon poseben za varovanje kraških jam, a ne. Seveda mi gledamo jame, tiste jame, ki vidimo, ki so bile dlje časa odprte, so razmeroma marsikatera poškodovana, a ne. Danes je pa to smiselno obličkovanje, se pravi, da ne puščamo sledi za sabo in podobno, ne. To je zelo pomembno, tu imamo lep pristop in tudi nenazadnje so ti projekti. V jamah je bilo kar nekaj odpadkov, marsikateri jami se slovenski najdejo in tega zdaj seveda manj, se manjkrat dogaja in še ti projekti so, ko se te jame čistijo, ne. Tako da se jih skuša vrniti kakor toliko v prvotno stanje, tako da mislim, da je v to smer nas čaka lepa prihodnost, ne, se pravi, dojemanje jam, raziskovanje jam, varovanje jam, ne, in podobno, ne. Mogoče vseeno še, a si kdaj tudi kaj po hribih v kakšnih jamah hodil ali pa? Ja, en izmed začetkov mojega študija je bil alpski jamski sistem, ne. Tako so se imenovale tiste najgloblje jame. Takrat so se začele odpirati naše jame na Kaninu, te tudi, ki so čez 1000 metrov globoke, ne. Seveda je bilo pa potem nekaj časa se je s tem ukvarjal, vendar je bilo razmeroma zahtevno delo. Ti si rabil za v jamo noter celo odpravo narediti. Ne. In niso bile, recimo, pristopne, logistično so bile težje pristopne, ne. Tako da sem se potem usmeril v tisto, kar je bilo nekaj lažje, no, potem pa razmeroma zgodaj so me pa vprašali, bi predstojništvo prevzel, takrat se ni bilo, in me je pa še to malo odneslo, ne, da sem imel veliko, recimo, ne skrbi, ampak kar obveznosti tovrstnih, da se je inštitut pač razvijal po čim boljše, ne. Kaj ti je pa mogoče v tem kraškem svetu, ali si je to jama ali kaj drugega, bom rekel, najbolj privlačno? Pa mogoče konkretno kakšno področje ali konkretna jama pri nas ali pa kakšno področje na svetu, kjerkoli, ki se ti zdi pa res še posebej posebno, pač nenavadno. Vsak kras je svoj vrsten, ampak mogoče že za tole nalogo sem si zadnjo zadal ta proučitev tega skalnega reliefa jam. Takrat sem šel zvezno 100 jam slovenskih, največjih, najbolj pomembnih, obiskati in proučiti, ne, to je bil en takšen res zalogaj, kjer sem se ogromno naučil, ne. Potem drugo tako področje mi je 30 let zdaj zagnano, sodelujemo s kitajskimi sodelavci, krasoslovci, tudi tam smo ustanovili središče za raziskovanje krase Junanske univerze in pa našega inštituta z laboratorijem, tako da je odprt tudi za krasoslovce, ki prihajajo iz celega sveta. In tam smo se lotili tudi tega proučevanja kamnitih gozdov, ne. V Junanu so te znameniti kamniti gozdovi in naredili smo tam vrsto študij. Kaj pa je to? Kako pa to izgleda? To so taki stebri, kamniti stebri, ki je do 30 metrov visoki, ne, en ob drugem, in to je na 350 kvadratnih kilometrov so te kamniti gozdovi, ne. Ogromno. So pa nastali na različnih kamninah, ne, in so zato tudi raznovrstni. Mi smo naredili študijo, napisali tudi knjigo 2 o tem in pomagali jih uvrstiti na UNESCO-vo dediščino, ne, na ta seznam. In tam sem res ogromno užival, ne, po moji treba bilo gor splezati, da si preučil to tret. Skratka, zelo lepe in tudi s kitajskimi sodelavci, ki smo veliko skupaj preživeli,
smo prav dobri prijatelji ratali. Mi smo šli v Tibet raziskovati, smo s tibetanskimi piosterji živeli, ne, bilo treba včasih, bilo tudi zahtevno, a ne, in si moral biti dobro društvo, ne, če si imel včasih že vsega, ne, takole, ne, je mogel biti prijatelj na drugi strani, da je bilo vse tako, da je štimalo tako, kot je bilo, ne, in res smo še danes taki prijatelji, sicer, da se vsi uhajajo, ker Kitajci gre pa 60 v penzijo, ne. Tako da te grejo že počasi v pokoj, ti moji prijatelji še zmeraj hranjamo, zdaj ravno se spravljamo, da bomo naprej raziskovali kamnite gozdove, še nekaj novega so odkrili, no, in nas vabijo dol. Zdaj pa mogoče še, kar me pa zadnje čase nekje prevzelo, ne, je pa zakrasevanje kulturne dediščine. Jaz sem študentko iz Aleksandrije in sva se zmenila, da bo proučevala puščavski kras v Egiptu. Odprla nam je vojska v Egiptu, oaze, kjer so sploh zaprte za obiske, ne. In smo bili prvi raziskovalci tam, je bilo to romantično, ne, in je tam naredila potem svojo nalogo. Pa enkrat bila Barbara z mano, pa sem rekel, pa moraš piramide še videti, ne. Ne, če še nisem, jaz sem bil pa kot študent, smo tam plezali takrat še gor dol po teh piramidah. No, in pogledam jaz tiste piramide, sem rekel, so čisto zakrasele. In te skalni bloki imajo enake oblike kot kraške skale v puščavi. Razumljivo, so iz apnenčastih mehkih kamnin, ne. In se jaz tistega lotam, da je traja sicer en let, da so mi dali dovoljenje, ne, sem si nabavil spet so opremo, sem rekel, če bom sodelavca pelel gor za tiče nove frende, ne, če bom jaz to, ker sem dobil dovoljenje, da lahko lezem gor pa da. No, in smo pol naredili študijo za krasevanje te Keopsove piramide. To je bilo že objavljeno, ne, to je že prva taka enota. Ampak potem se je pa to začelo kar odpirati, ne. Mi imamo vrsto spomenikov kulturne dediščine iz karbonatnih kamnin. Rimske arene. Zdaj smo naredili študijo v južni Franciji. Potem starogrška dediščina. Zadnjič lansko leto so delali Akropolo. Spomenike na otokih, pol v Persepolis v Iranu. No, skratka, vrsto takšnih spomenikov je zakraselih, se je razumljivo. Seveda, oblike so primerne časovnim obdobjem, odkar so izpostavljeni ti spomeniki, ampak ker so pa mi strokovnjaka, rečemo za skalne oblike, skalni relief, je pa vse gor zapisano. Ne, znajo to prebrati. Dežni žlebiči, takšna oblika, drugačna oblika. In nenazadnje zdaj, seveda zanimivo je to iz več pogledov. Prvič, ali se to da zaščititi, ne? Sicer to ni iz danes na jutri, ne? Vse to je staro 2000 let, ali pa smo delali te dolmene, te stare grobove, ne? So 5000 let in več stari na Sardini, pa svetišče na Malti, čez 5000 let staro, ne? Vse zakraselo, ne? In ali se da to varovati, kako varovati, in pa po drugi strani, pa če obrnemo pogled, imamo pa natančno določeno čas zakrasevanja. Ne? Vemo, piramida stara 4500 let, izpostavljena takšnim in takšnim procesom, pogojem, koliko hitro zakraseva kras. To je pa potem iz tega razumevanja krasa pomemben tudi pogled. En tak učbenik, kjer se človek lahko... Ja, mislim, tako da zdaj me je to v zadnjem času prevzel, da je en projekt sem prijavil, upam, da ga pridobimo in da poglobimo to. No? Tako da je res zelo zanimivo delo. No? Ker kogarkoli to območje je občutljivo, ne? Samo procesi pač so naravni počasni, ne? Ja, zdaj je nekje počasni, nekje ne. Ta Keopsova piramida je iz tako mladih karbonatnih kamnin, ne. To je taka peščena kamnina, ki ti lahko takole luščeš, ne. In tam, kjer voda gor pade, jo raztopi, pa naredi skorico. Tam, kjer pa se ta skorica naredi, pa veter ves čas dolbe.
ne, pa prenaša pesek s sabo in skalni bloki so vsi previsni, tako spodjedeni. Ne, v 4500 let se močno pozna, oziroma še manj, ne, ta piramida je bila sprva pokrita in je bila gladka, ni bila stopničasta, tako kot danes. Ne, in nekje se sklepa, zdaj jaz to grem po zgodovinskih virih, ne, je bil močen potres 1303 leta in je ta zgornja plast dol padla in od takrat naprej stopničasto. To gradivo so pa pol uporabili, so Kairo, za zidavo v Kairu, ne. Se pravi, da je dobrih 700 let, a ne, pa tako močno že skalni bloki spodjedeni. Zanimivo. Ja. No, pa se dostikrat vidi že kakšne hiše starejše, ki so kakšni oboki ali Lahko, ja. kamni, kako so, tako, če mačkam z očesom globi pogleda, se vidi, kako je načeta. Mi smo inštitut prenavljali 30-25 let nazaj in so seveda, ki to je stara ena srednjih stavb v Postojni in se je seveda prenovilo po vseh pravilih varstva kulturne dediščine, a ne, in se je tudi uporabil ta apnenčasti kamen za zunaj, za različne robove, stopnice in tako naprej. In že tu imamo zakrasilost. Jaz sem se lotil enkrat natančnega proučevanja sledov časa 25 let. Ne? Sicer pa se usmejo, ker tole je zelo gostilniško, ampak že v grevcu za vodo, so 2 mesecih nabere zelo veliko. Ali pa na kakšni betonski stavbi, čez voda prenica, imamo kapnike. Ja. To je po eni strani dolgotrajen proces, po eni strani pa lahko tudi hiter. Ne? Ampak že v šoli so nas učili, da kapnik raste ne vem koliko milimeter na ne vem koliko let. To je povprečje. Če greš v delež Škocjanskih jam, kjer so bolj odmaknjeni, sicer zdaj je tudi za skupinski turizem, ne za masovni, je železna ograja stara in ima prav par centimetrov debelo skorjo sigasto okolj. Rečemo dobrih 100 let. Tako da ponekod zelo hiter se sega izloča. Kaj pa, a si kdaj proučeval ali pa si mogoče razložil, kako je pa, ne vem, so mogoče zasmejo, ampak kako je pa mišja peč nastala, nekako, če gledaš v Sapsko steno, pa tam pa voda teče, nekako jasno, tam je imela voda verjetno velik vpliv, a ne. A je bila to včasih tudi neka jama in se vse skupaj v nekem trenutku dol utrgal, ali kako je nastal ta rok? Podobnega nastanka sta obe, a ne. Ja. Po močnem deževju, je ta pot v mišjo peč potok. Ja. In vznožju mišje peči, ne tik pod steno, ampak v tistem skalovju, grušču pod steno, je vrsta izvirov. Tam voda na dan pride in je podobno tako, a ne, sigurno jama bila tako, kot je Sapska jama tam, in skala nad jamo je razpadala in zato so te zatrepi na kraških robovih. Se podobno, take lijakaste zatrepe imamo tudi v Vipavski dolini nad izviri. Tako da sta podobnega nastanka. Kraški izvir in oblikovanje roba na tem. Je pa cel ta del Istra, Istra se podriva pod kraški rob in kraški rob, rečemo geološko hitro, raste, se dviguje. In zato je bil izpostavljen temu, fliše pa niže dol. Je pa istrska plošča, ta apnenčasta se pa od spodi podriva po to, in zato nam je tako izrazit ta rob zarastel tudi tam in je izpostavljen. Spodaj imamo fliš in neprepustna kamnina, voda priteka do tega neprepustnega stika, pride na dan in v zaledju nazaj pa rastejo te dolince, ki bi rekel, lahko po eni strani tako zatrepne, značilnost izvirnih dolin. Zdajle se mi je, ne znam, mogoče spet zasvetel v glavi, da je dostikrat, ko smo po jamah hodili, je tam napis, ali so nas pa celo vodnice opozorili, da ne smemo fotkati. Pa nam noben ni zares znal nikoli razložiti, zakaj se ne sme s fleši. Zdaj, teoretično je tako, če bi bilo veliko živali not ali pa netopirji, pa tako, ampak v turističnih delih jih pač ni, oziroma se v tistih, kjer jih je več, zapirajo
v določenem času, lahko tudi, a ne, tako se rešuje to. Drugače pa problem je v jamah itak osvetlitev sama po sebi, a ne. Danes nas tehnologija s pridom pomaga, a ne, takoj ko pride skupina, skozi določeno točko se zadnji luči vžgejo, ugasnejo, pa spredi pa žgajo in tako naprej. Ker čim manj je treba imeti osvetljeno jamo, ne, ker takoj se začne rast, grdo rečeno, tako se reče postrokovno, ta lampenflora, ne, rast ob lučeh, ne, in jame takoj zelene ratajo. Ja, saj se vidi včasih, kaj luč je zraven. In je treba včasih teh najbolj obremenjenih turističnih jamah to očistiti. Je treba enostavno ni. In naš mikrobiolog se je lotil proučevanja, a je bil te rasti ob različnih svetlobah. Ne, in najprej, ko se je let svetloba, pri let svetlobi, kar naenkrat je bilo manj. Ne. Smo rekli, mogoče pa ta hladna svetloba je ena izmed rešitev. Ne. Ja, se pa druge vrste čez nekaj časa. Ne. Pa, ne, je dovolj bila svetloba. Ne. In pa imamo skoraj 100% vlago v jamah. So posebni pogoji in gre zelo hitro pride do tega. Tako da zdaj to fotografirati ali ne je bolj stvar odločitve. Nekje se da, nekje ne. No. Ja. Zdaj tako. Ampak to se bolj vodstvo odloči, malo tudi zaradi tega, ne nazadnje, ko boš pa šel iz jame ven, te bojo slike že tam čakale, ne, ker te bojo drugi slikali. Mislim, to je zdaj zelo široko. Več perspektiv. Je več pogledov. je na to, ne. Še ena stvar, februarja ali nekje sem šel plezati v Limski kanal po dolgem cajtu, sem pa par dni nazaj na enem programu zasledil, so ravno tam po nekih teh robovih sten, takih napuščih, takih stenskih teh jamah, ki ne grejo globoko, ampak sem tako nek napušč, ne, so odkrili tudi neke stenske poslivkave od človeka iz ne vem katerega obdobja nazaj. Spomnim se tudi, pred letih smo plezali v Ardešu v Franciji, tam je tista znana jama, zdaj sem pozabil ime. So naredili repliko. Ja, še vem, nižje dol, pa, ja, vem, ja, Šoron še je tam, ja. No, in a je tudi v Sloveniji, kje po kakšnih jamah, kakšnih stenah, so kakšni znaki ali pa ostanki nekih zgodovinskih človeških poslikav? Tako umetniško navdahnjeni izgleda. A so bili pa še bolj, so piščalke? Ja, no, dobro, to je bilo pa druga, ne, smo bili izgleda bolj glasbeno, ne. Seveda tega ni toliko, smo pa eni jami, se pa je to Bestažovca, ne, tam, kjer se zdaj ravno debatira veliko, je tudi ena stena plezalna, ki se debatira plezati ali ne. V tej jami zadnji Bestažovci pa je bilo z ogljem narisanih nekaj, zdaj ni tako umetniško bilo, ampak so sledovi 7000 let stari, a ne, človekovega risane z ogljem po steni. No. Ja, zanimivo. To je zdaj v bistvu edina taka stvar pri nam v Sloveniji. Ne. Zadnjič sem bil tale grob človek, so naredili Francozi novo, ne, repliko naredili, ne. Cele jame. To so v 3D bile risbe narejene, ne. Ja. 30.000 let staro, ne. Ti si res noro, kako je lepo. Ja, nekaj neverjetnega, no. Tako da, zaenkrat je to, no, seveda mora se pa vse poklopiti, ne. Da je bilo to jama, če je jama odprta, a ne, in skozi, tudi če je voda ne teče več skozi, da je že suha, da je se gladina podzemne vode znižala, skozi veje, če ne nazadnje zrak, a ne, in se kondenzira na stenah in lahko to zelo hitro zabriše. A ne. Se pravi, da je ohranil se je prav slekerija prav tam, kjer so bili s kakšnim podorom vhod zaprl. Ja, in je jama ostala zaprta noter in se ni bilo prav dosti procesov, ki bi to jamo v tem času preoblikovali, ne. Pa da tudi kasnejše generacije niso to pa itak, ja. prerisale. Ja, to je pa druga stvar. Ja. Glede na to, da toliko poznaš to zadevo, kakšna stvar v varovanju je vse mogoče treba reči. Zdaj, včasih, ali pa mnogokrat, če češ stvar
nekako oceniti tudi neke situacije, kjer lahko raneš, bom rekel, neko krhko okolje, a ne, je treba prej stvar zelo dobro poznati, da lahko sploh neke procese razumeš, ne. Ker če pustimo mogoče to neko sebično plat plezalca, kjer hočemo imeti pač steno zase, a ne, mogoče dostikrat ne razumemo nekih procesov, ki se tam dogajajo, ali jih ne vidimo, ne zaznamo, ne poznamo, pa pustimo zdaj ptice recimo ob strani, a ne. Ampak glede na to, da poznaš, bom rekel, skalovje tudi iz drugega, a ne, zornega kota kot zgolj plezalnega, kaj so neke take stvari, ko jih recimo mogoče skoraj en povprečen plezalec pa mogel vedeti, ke prihaja v neke stene? No, saj jaz sem gledal glih pri enih parih smereh, a ne, nekod se pozna bolj, ponekod manj, a ne, ampak spet ni takšnih sprememb, zdaj na napičnih stenah ali pa stenah, kjer stopamo bolj odločno gor, a ne, se dejansko zliže površina skale. Drugače pa razen tega, bilo je eno obdobje, ne, ko se delale smeri tako, da so se delali kakšen umeten uprik naredil, a ne. To se je zelo hitro, takrat smo se dogovorili, tega ne bomo počeli, a ne, izkoristimo naravne danosti, saj so se stene ohranjale, a ne. Zdaj sem pa kaj malo siten to, ke je bilo treba menjati varovanje, ne. Od tistih majhnih svedrčkov do večjih, potem pa do pritrjevanja z lepilom, a ne. To, mislim, zaradi varnosti je bilo treba in ponekod enih smereh so zdaj že po 2-3 luknje, ne, za en klin, ne. Dobro, ti se da tudi nenazadnje potem zapreti noter. Pa to je bila debata, ne, plezanje v teh previsnih stenah, kakšne kapnike sem pa kaj v roki vstal, ne. Ampak če si skušal naravo ohranjati, delati smeri tako, kot je, se mi zdi, da niti ni toliko, ni takšen poseg, ne. Je pa načelno, ne, ali so vse stene primerne za plezanje, ne, ali primerne. Več jih je primernih kot, drugače bi moral reči, ali plezati po vseh stenah, ne. Te lahko stena na Krasu, lepa stena je praktično en naravni spomenik, ne. Mi se moramo tega zavedati, ne. In na ta način tudi to dojemati, ne. In mogoče sem pa tja tudi dobro premisliti, kakšna posebnost, jo skušati ohraniti in se tja ne podati. Enostavno ne podati. In tako, ampak to je stvar dogovora, to jaz ne vidim zdaj. Tu se moramo plezalci in strokovnjaki in po drugi strani naravovarstveniki, ki seveda morajo biti glasni, a ne, pogovoriti in najti najboljše rešitve, ne. Ja, ja. Je bilo od samega začetka je bilo vprašanje, veliko razgovorov, kaj narediti, kako se pravi, posegati v stene in katere stene zavarovati, ne. No, saj, danes je tako, pa tudi prav je, ne, da se stvari nekako regulirajo, pa da na koncu se za vse nekaj najde, ne. Na vsak način, a ne. Saj pravim, mene je, pa ne samo iz plezalnega pogleda, tudi ko grem čez Kras in vidim kakšne lepe stene, mislim, to je prav, oko, ne, pritegne, ne, tako. Ja. Sama lepota teh sten, to sem rekel prej, govoril o kamnitih gozdovih, ne, to stena pri steni, pa ti ne pride niti na misel, da bi tam gor vrtal ali pa kaj podobnega, ne. Sama podoba, ne, te prevzame, ne. Ja, ja. Kaj pa mogoče si od plezanja se naučil, pa si lahko na poklicni poti uporabil, ali pa kaj si se pa na poklicni poti naučil, pa si lahko pri plezanju uporabil? Ja, no, tako kot sem rekel, ne, v bistvu samo plezarija me je to, da sem se začel sproučevati skalo, a ne, oblikovanosti skale. Kaj bi bilo pa eno in drugo, seveda, ko sem prišel na inštitut, zdaj to je bolj so me takoj peljali v fantje z
so rekli, zdaj pa da vidimo, čestiti tudi, ki nisem bil jamar prej, ne. V to kačjo jamo, ki je bilo treba se 100 metrov po štriku dol spustiti, je bil takoj preizkus, ne, ali tisto, ali ne, malo za hec, malo za res, videl. Mi smo bili tako vajeni štrika, kaj pa je bilo dol 100 metrov v brezen se spustiti, a ne. Tako da, to vrstno, siguren sem lahko bil, vse mi je bilo pristopno, a ne, lahko bodisi v jamah ali na površju. Sam Kras je pa to, ne, ko sem plezal, ko sem to, sem več ali manj tudi sproti zaznaval. Saj sem eno izmed želja je tudi, da bi mogoče naredil eno takšno bolj podrobno študijo vseh teh pojavov, ki jih v steni srečamo med plezarijo, ne. Tega se še nisem polotil, no, mogoče to pride še kdaj prav. Projektov verjetno nikoli ne zmanjka. V službi niti, no, v skali imaš enega, ne? Ja, to je ta, ne, projektov imam jaz povsod precej, tudi doma imam 6-metrsko streho, a ne, s teraso gor, tudi tam jih imam nekaj za rešiti, ne. Ja. Tako da, kamorkoli grem, jih imam dovolj, mislim, za preizkuse ali pa, seveda, jaz, ko pridem v kakšno steno, ali na Kitajskem, ali tam, spet zberem nekaj takega, da ne morem takoj priplezati, ne. Tako da me čakajo še povsod kakšne stvari za rešiti. Drugače pa seveda, tu na raziskovalnem področju pa itak neskončno, a ne. Ja. Tudi tu je enega dela, enega razvoja samega krasoslovja in pa upam, da bo še nekaj časa to moč, ne, na obeh področjih, ne. Ja, glede na to, da praviš, da še zmeraj zmoreš z utežmi narediti zgib na eni roki, potem moči, pa tudi volje, da to ohranjaš, Moči, ti ne manjka. no, zdaj leta imam, recimo tako formalno, toliko pa toliko, pod steno ne več kot 20, ne. Tam se počutim enako že vsa leta in če sem dobro pripravljen tudi tam, recimo, je bila dosti ostala, a ne. In z močjo nimam težav, ker sem priden, ne, recimo za trenirati in rad treniram. Edina stvar, ki je, ne, včasih pridem pod steno ali pa tudi pa mogoče zaradi tega, ker sem razpet med več različnimi stvarmi, a ne, da se moram zamisliti, a ne, pa reči, zdaj pa odločno, ne, odločno se loti. Se zna tudi zgoditi, da imam polno glavo, pa grem pa 2-krat, 3-krat probam, pa šele pol zaslutim, ke mi že vse peče, zakaj sem prišel, a ne, da moram nekaj narediti pravzaprav, ne se samo tam biglat po tistih oprinkih, ne. To se moram včasih spodbuditi, ne, zdaj pa tako odločno, ne, se podaj v steno, ne. Mogoče to tudi z leti ne vem, no, ampak to se da premagati. To ni taka kakšna posebna težava, ne. Samo pri govarjanjem si hitro spet noter, ne. Saj po pol ure, ne, je pa človek tako zagret, da itak bi te moral s štrikom stran zvleči izpod stene, ne. Ja. Tako da. Glej, prej na začetku sva govorila, kako so bili časi, ko si začenjal, danes so taki časi, ko so. Plezanje je postal olimpijski šport, zelo je razširjeno, plezalni centri so povsod, zelo veliko ljudi pleza. Kaj bi pa rekel mogoče kakšnim mladim, ki mogoče zelo veliko trenirajo v centrih, pa pol mogoče niti ne najdejo toliko volje ali pa ambicije ali pa moči ali kakorkoli, da bi šli ven, oziroma jim je v skali potem lahko kar hitro težko. In tudi, ne, vsi pač nekje butnemo ob nek zid, kjer, če ga hočemo preseči ali pa v neko bariero, ne, moramo potem pa začeti drugače delati. Skratka, glede na to, da imaš tako pot plezalno za sabo in da to strast še zdaj držiš, kaj bi mogoče rekel enemu mlademu plezalcu danes, ki ima željo? Vse je na temu, koliko dela vložiš, ne, se pravi, koliko priprav. Če te potegne noter, ne, in če ti je to všeč,
moraš seveda se lotiti tudi tistega včasih malo manj prijetnega dela. Ne? Zdaj se mi je spomnil plezanje in tekmovanje. Mi smo imeli, plezanje je bil preizkusni šport leta 92, mislim, da je bilo 92 na olimpijadi v Albertvilu. In vsaka država je enega plezalca poslala tja in smo drukali mednarodni olimpijski komite, Francozi so to takrat sprožili, da bojo plezanje dali na olimpijado. 30 let. Smo čakali, da je postal, meni so dali zastavo v roke in sem šel v Slovenijo zastopati na to olimpijado. In 30 let je trajalo. In zdaj isto pri tem, kako naprej. Treba je biti vztrajen in če te seveda morate potegniti in delati. Koliko dela boš vložil, toliko boš tudi sposoben splezati. Se benmu ni dano, da bo kar šel v najtežje previse se gor potegniti, ampak počasi. Počasi pridem treningu za razumeti svoje telo, da ne pretiravaš, kakšne poškodbe. To je lahko danes, ker vidiš, vsakodnevno lahko vidiš, kaj se vse da, da se ne zaženeš kar prehiter noter. Moraš postopoma. Predvsem pa potem vztrajnost. Če se za to odločiš, vložiš to dela, se pravi, uspešnost zagotovljena. Ja, pa verjetno tudi ena velika mera potrpežljivosti, ker že prej sem jaz hotel malo nakazati, pa si me malo demantiral, da tudi v krasoslovju so kakšni procesi hiter, ampak tako nauč delujejo, da gre vse relativno počas in tudi, sam si rekel, svoj projekt v luknji v mišji peči, kolo, si plezel več let. Ja, seveda je bilo, nisem bil od začetka sposoben tega zlesti. Seveda vztrajnost, to se meni, ker je na koncu močen izziv, ni težko biti vztrajen. Si jaz mislim, ali bodi si, da imaš tovrstne projekte, da vidiš to, ali boš dober na plezanje na pogled v tekmovanjih. Mislim, vzgledov je danes veliko, takšnih in drugačnih in seveda, zdaj morate pa vse, da te prevzame dovolj, Zdaj na silo to ne gre. Počas se pa da, vsak lahko dober plezalec. Ja, tudi, če bi te mogel še vprašati, ali pa če bi ti dal priliko, da bi si sam eno vprašanje postavil, oziroma pri toliko intenzivnem pogovoru, a sem kakšno stvar pozabil vprašati? Težko zdajle. Se niti ne spomnim, ker že toliko časa govoriva, da se niti ne spomnim vsega, kaj sva rekla. Upam, da niso kaj bistvenega pozabili, ampak seveda to bi se dal še ure in ure razpredati. Takšne in drugačne zgodbice, takšne in drugačne povezave. Zdaj, mislim, da so večino vseeno zaobjela v najinem razgovoru. Pa ti želim čim več vzgibov na eni roki. Ker če to delo pomeni, da si zdrav, projektov ti ne bo zmanjkvalo, če jih imaš posejane doma, še na terasi, pa po celem svetu. Pa vse dobro. Hvala. Hvala za vabilo. Hvala tebi.